Dobro, da vem, kva sem naročil, da bi lahko drugače zgleda. Ne se zahecam. Lep pozdrav v novem vlogu, ki je v bistvu razdeljen na dva dela. En bo tako, ko sem imel korono, in ta drug del bo tako, ko pač nisem imel več korone in sem lahko šel ven. Subscribite, pa lajkajte, pa uživajte ob gledanju. Se vidimo. Ok, no da vidimo zdaj. Te stvari, to poznate, skoraj vsi zdaj v teh časih. Dajmo se testirati, da vidimo, če smo že negativni. Da gremo lahko malo med ljudi, da gremo lahko v štacuno, da gremo lahko na kavo, ne vem, po opravkih in podobne stvari. Dajmo pogledati, če bo pokazala ena črtica. Oh my god, no jaz se vedno tako matram s tem, da Haha. Pa gremo malo kihat. Madonna. No. Ponovadi ne jokam toliko. To damo zdaj noter in zdaj moramo to 15 sekund pustiti takole noter. Zdaj pa gremo. In zdaj čakamo. Kot lahko vidite na mojem izrazu. Tako, bolj pozitiven ne bi mogel biti po mojem pač. Oh ja, še bomo malo doma. Evo zdaj pa lahko rečem, da sem to prav vloger. Je prav vloger kitane, se pravi, je to prav za vlogere, ne vem, tako da prav zame. Mikrofonček, da bo zdaj zvok veliko boljši v videu, mogoče boste opazili, mogoče ne zdaj še ni bo tega zvoka, ker trenutno ga držim še v roki, ne. In pa stojalo, tripod, zraven lučka in pa, ja, to je to. Lučka, stojalo, da bojo videi veliko bolj kvalitetni. Tako da dajmo pogledati noter, kva je kle. Hodo. Imamo še to, veš, za veter, da ne bo od zvoka veter. Takole vse malo posebej je pakirano, tako da jaz bom tole odpakiral, pa vam tako pokažem, kako izgleda vse skupaj. Dobro, da vem, kva sem naročil, da bi lahko drugače zgleda. Ne se zahecam. To je v bistvu ful dobro. To je lahko tako, ala selfie stick varianta, lahko se takole se odpre, se pravi, postaviš dol, lahko je v tej poziciji, lahko daš v bistvu kakršnokoli, no nekako takole narediš. Vsakič je dosti fiksno, zato ker ima unoma, ki zaštopa, veš, spod ima. Ful huda zadeva, pa daš pa itak še tole lučko, ki je kle zraven, daš gor na telefon, ker zdaj ne morem. Tale mikrofonček je isto na to varianto narejen, da ga daš noter, tako utakneš v telefon, je prav za iOS sistem narejen. Nič, to je to. Dej, jaz tole zamenjam telefon, pa tole gor, pa bomo videli kakšna, če je drugačna slika pa zvok. Takole, evo, pa imamo nov setup, ful dobro razgleda, tako. Profi razgleda. Zdaj ne vem, je slika, ki je bolj, je zvok, ki je boljš, to bomo videli na posnetku. Tako da, ja, sam to sem se nehiter javil. Vsi vemo, kjer del dneva pride. Še dva testka imam tele dva. Da vidimo. Ja, nič, en dan je minil vmes, jaz se počutim veliko boljš, moram reči, da tudi danes je bila noč veliko bolj mirna. Sam še vedno pa čutim tukaj noter, da vam vse zamašen, tako da dej upam, da sem negativen, da lahko jutri že normalno začnem stvari početi naprej. Pa gremo vrtati. Vedno, Pa da probamo. In se vidimo spet pol, ki mi tole pokaže, kva bo, a bo ena črtica ali bosta dve. Čuski. Sam to bom pustil kle. Se pravi, 5. dan, še vedno isto. Nov dan, novo testiranje, daj pa držimo pesti, da sem res negativen. A prav, pa gremo vrtati. Prav, nikoli nisem to kihvaj. Ja, takle imamo. Nič, zdaj pa, da vidimo, kakšen bo rezultat, ne? Mislim,
Jaz ne vem, no, kaj je to. Vsi pravijo, kao po 2 dneh, 3 dneh negativni. Kva ne jaz naredim, no? Jaz sem še poddelal še en, sem rekel, ok, to je zihar nekaj s testom narejeno, ne? Mislim, s testom narobe. Pač, oba testa sta pozitivna, no? Mislim, jaz moram na šiht, jaz moram malo začeti živeti nazaj. Jaz ne moram biti kar doma. Ampak, bom pa vsaj ful velik YouTube video posnel, če ne drugega. Pač, ne vem, no, mislim, 2 črtici, še vedno, jasno je, pač, spet bom snimal cel dan, kva ne naredim. Wow, tale danes mi je pa nafto odkrivala, wow, tole je šlo pa delaš globok noter. Jaz sem rekel, grem kar na tale javni test, zaradi tega, ker pač doma mi še kar kaže pozitivno, no, že en teden je zdaj že, odkar sem bil prvič pozitiven, tako da tej naj se že konča, jaz bi šel malo v življenje. Ja, nič, jaz sem dobil sporočilo, da sem pozitiven še vedno, tako da ostajamo doma. Jaz sem končno negativen in grem lahko na šiht, tako da sem se zjutraj zbudil lepo v tako lepo jutro. In ja, to je to, hudo, končen. Jaz sem kaj malo snemal zraven. Hvala. Dobro jutro, sej s primer stojim, da na te mislim, da v avto govorim. Končno, zdaj, ko smo spet negativni, lahko okoli hodimo. Tako da vam malo pokažem, kam grem danes. Zdaj bom sicer v gužvi stal pa malo nekaj idiot, ker je pač še zgodaj zjutraj, ampak koliko je pa mrz, mislim, konc marca smo, pa zunaj -3 stopinje. Noro, pač noro. Tako da danes po družbi matere greva finančnemu svetovalcu, borznemu posredniku svetovalcu, da bomo malo vlagali. Pa tako bom rekel, to je dejansko toliko enih informacij, kar se tiče samega delovanja borze, skladov, delnic, dobro, o kriptovalutah sploh nismo nič govorili, pa tako ful dobre stvari, no. Tako da zdaj mi glava uno dela, kaj narediti. Tole zdaj pa na zajtrk. In vidite klasika spet v Barbarelo, lepo na zdrav zajtrk. Na Pavlice. Pazi to, zdaj pa prvič v življenju v shopping v Ikea, ja, prvič v življenju, mami se mi smeje. Mami se mi smeje. Nemo šel kar direkt tele. Nema dolg cajt. Pač tega je to, kaj me bo glava raznesel, to kaj ni produktov. Zdaj sem se šel malo razprostiti v svet živali. Jaz iščem ene regale, police, pa ne najdem, ker je preveč vsega. Restauracija pa jedilnica, več od cele trgovine. Če to vedel, šel glej jaz prej. In pa misliš, da ga greš po štengah dol, da si že zunaj. Kako sem se motil. Zgubil sem se. Fak, nimam pojma, kako bom prijet. Kje si ti? Sem kaj en mehen otrok, ko vsakeč kakšna lizika zlaufaš tja. Zdaj sem pa doživel razsvetljenje. A veš, ko se luči, pa to. In bolj prideš iz tega, pa to. To je bila ena izmed mojih najbolj mučnih izkušenj v življenju. Ne, se hecam, se ni bilo to grozno, sam ful je preveliko, tako da jaz bom kar online nakupe opravljal v Ikei, se mi zdi. Takole, evo, sem rekel, da se samo na hitro javim in naredim en mali update. Moram reči, da trenutno zadnje čase bo moje življenje malo bolj na easy, itak, pač ko sem bil pozitiven in vsaj sem bil bolj kaj doma, nekaj se mi ni ful veliko dogajalo. Dejansko sem ful snemal, zdaj bomo malo bolj začeli kruzati okoli. Eno potovanje sem šel vmes rezerviral, tako da čez dobre 2 tedna vas peljem zraven na potovanje. Malo še preseneče, kam gremo skupaj. Ampak ja, malo o koroni sami, mislim, kako sem preživel, pa tako drugače nisem imel nekih hudih simptomov. V bistvu imel sem zamašene sinuse, iz nosa mi je tekel, to je pa v bistvu to nobenega kašla, nobene take stvari, ampak pač iz nosa mi je tekel ven. Okus sem imel, von sem imel, oziroma voh sem imel, von ga nimam na srečo, no, tako da, ampak moram pa reči, da je, mislim, potek
same bolezni je bil v redu. Je pa fora v tem, da se je vlekel, ne vem, 8 dni, 9 dni, da sem bil pozitiven, kar je ful dolgo in pač kot SP-ovc pa tako je malo krizno pol to vse skupaj. Ampak tisti, ki imate SP, ko imate korono, če se greste testirati na javno mesto, pa ko pošljete zdravnici, da ste pozitivni, v sistemu itak ste, en teden dobite izolacijo, pa en teden spet test in pač, ko si negativen, ti pošljaš ta bolniški list v svoje računovodkinje ali pa če si sam svoj računovodja, pošljaš tja, poka, ima zrihtano vse, imaš nižje stroške oziroma krijejo ti del prispevkov, ti krije država. No, tako da za SP-ovce mogoče ena informacija, ker res tega nisem vedel, tako da dobro, da sem dobil te informacije vmes. Moram pa reči, da zdaj po koroni opažam, da sem ful utrujen, ampak ne tako. Fizično sem sposoben delati stvari in vse, samo ogromno zeham, pač dejansko imam pomanjkanje po mojem kisika v telesu, ko globoko diham, moram reči, da čutim, da nekaj ni tako, kot je bilo prej, ampak niso pa spet neke grozne težave, tako da upam, da bo to počasi izvenel. Tudi na šihtu vidim, da ratam dosti hitro utrujen, to laufanje gor dol skozi v kavarni je kar precej naporno in se moram na vsake dokcajta kar malo ok, zdaj pa zadihi, zdaj pa gremo naprej. Tako da to, drugače pa nič toliko kriznega. Kakor ste videli, v Ikeji sem bil, se ni to grozen, kakor je dejansko tam zgledal, ker sem ti snemal. Mislim, jaz trgovin že nasploh ne maram in to mi je tako, pač hoja po trgovini, sploh če ne kupujem nekaj zase, oziroma kle sem kupoval zase, sam pač, ko sem videl tam stvari, sem rekel, ok, pač bom naročil na internetu. Meni veliko lažje naročim na internetu in vse skupaj prevzamem ali pa da mi pripeljejo na dom, pa je to, pa nimam nekih težav. Zaradi tega, ker imam plan to, vse, kar vidite okoli, imam plan malo prirediti, tako da bo tudi kader malo lepši, malo svetloba malo drugačna, pa tako da gremo malo bolj na proper zadevo. Ja, no, takole sem rekel, da se vam sam na takle način javim in s tem bom tudi zaključil tale video. Bil je tako malo random video, pač vse stvari po malem so bile noter, malo unga, malo tretjega, malo tega. Bo kar zanimivo. Tako da ne boste česa spregledali, naročite se na kanal, subscribite, pritisnite ta gumbek. Dejansko je 10% mojih gledalcev samo subscribano na kanalu do vseh ogledov, ki jih imam. Tako da pritisnite dol ta gumbek, naroči se, nič ne stane, ta naroči se je dosti tak triki, naroči, ko se nekaj naročiš, si pač nekaj moram plačati, ne, tukaj sam pritisneš, nobenih mailov ne dobivaš, če ne daš še zvončka zraven, pač samo na YouTubeu, ko bom dal video, boš videl moj video tam na začetku, da sem ga uploadil, tako da ja, subscribe, naroči se, če hočeš videti, daj nam video gor, da še bom zvonček zraven, lajkite, komentirajte, karkoli vas zanima, vprašajte, in ja, to je to za ta video. Družba, uživajte, vidimo se in ostanite srečni, veseli in zdravi in vse podobne zadeve. Tako da, čuski, se vidimo.